Gledate oddajo Klepet ob kavi. Da imamo poln kufer, rečemo, ko se znajdemo na točki, ko je vsega preveč, ko se ne moremo premakniti z neke točke, ko ne gre več naprej in ko obstanemo na mestu. Zdaj bodi si poslovno ali pa osebno. In danes smo v studio povabili intuitivno terapevtko Anito Rehar in na to temo bova kar nekaj povedali. Namreč mislim, da je to zadeva, ki se zgodi večkrat v življenju in to prav vsakemu. Mislim, da še ni človeka, ki ne bi rekel, jaz imam pol kufer. Anita, pozdravljena. Pozdravljena. Je tako? Tako je, Neža. Vedno vsak pride enkrat do tiste točke v življenju, ko rečeš, zdaj imam pa vsega poln kufer. In veliko govorimo o tem, o zaključkih, o odnosih, kak je treba narediti, kdaj je treba narediti, kako čutiti. Pa še zmeraj me stranke pokličajo in rečejo, pa dobro, jaz imam vsega poln kufer. Prav tako, zato sem tudi naslovila to oddajo tako, vsega imam poln kufer, kako naj naprej. In se mi zdi smiselno, da čist po domače, malo širši javnosti povem, kaj sploh pomeni narediti ta konec, ko imamo vsega poln kufer in kako. Predvsem kako, to je pomembno. Torej, najprej moramo nekaj spremeniti, ampak če greva čisto na začetek, kaj je pravzaprav sploh razlog, da pride do tega občutka, da ne zmoremo več? Razlog je, da se je odnos iztrošil. Kaj to pomeni, da je odnos iztrošen? To pomeni, da enostavno več nimamo veselja do te osebe, do tega odnosa, do druženja. Kje se to kaže? To se nam kaže na energiji. Utrujeni postajamo. Torej, to je alarm. Utrujenost je alarm. To so prvi tisti alarmni znaki pred to fazo vsega imam poln kufer. To so tisti prvi znaki. Ko se nam začne to pojavljati, je čas, da se usedemo in začnemo delati spremembe. Ampak kaj mi naredimo ponavadi, ko to začutimo? Obstanemo. Tako, mi pa obstanemo, pa mogoče se eni malo mulijo, drugi grejo po svoje, zbežimo od sebe v stran, mine dan, 2, 5 in gremo dalje v istem odnosu, naprej, spet po isti poti v veri, da pa bo v redu, pa se bo v redu. Ker začasno nekam potisnemo, a ne? Točno tako. In to je nesmiselno početi, zato ker večkrat, ko bomo to naredili, bolj se bo zadeva posedala, globlje bo šlo in težje je potem ta kufer izprazniti. Ampak ko pride do tega, torej, da vemo, da je vsega too much čez glavo in ne najdemo več izhoda, kaj v tistem trenutku moramo narediti? Absolutno se je treba usesti sam s seboj. Ker do takrat smo itak že poskušali se pogovoriti v tem odnosu, pa ne vem, kaj se narediti, pa ni šlo. Torej je nesmiselno sploh kaj dalje razglabljati. Se pravi, sam pri sebi se usesti in vzeti pero, list papirja, napisati svoje želje. Mogoče smo premalo poudarjali, v prejšnjih oddajah sem premalokrat poudarila, pišite. Pišite. Ni dovolj, da mi samo mislimo. Misel ostane v mehurčku. Mehurček ali poči, ali pa odpotuje. In ga nasledijo druge mehurčki. In potem grejo naše želje v pozabo. Zato priporočam, dajte se usesti, napišite svoje želje, življenjske želje, kaj si želite, česa se zavedate, pluse, minuse, naredite tabelo in primerjajte, kaj imate zdaj, kaj si želite, kaj od tega še nimate in kako priti do tega, kaj si želite. To pomeni, da mi praznimo svoj kufer. No, ko si že omenjala zaključke, je prav, da seveda gledalcem povem, da lahko na naši spletni strani Klepet ob kavi že najdete torej tudi zadnjo oddajo o zaključkih skupaj z Anito, tako da seveda vam priporočam, da si pogledate tudi to, neka uvertura, pravzaprav to, kar danes v bistvu nadaljujeva s tem pogovorom. Zdaj, kako se pravilno pa soočiti s situacijo, si zdaj povedala, torej usesti se. Ampak Anita, to je tebi lahko reči, ker imaš izkušnje, ker se s tem ukvarjaš, torej tudi na tvoji strani Arhelika, seveda lahko dobijo gledalci ogromno informacij, ampak ali lahko zaupamo to vlogo samo sebi ali je fajn, da si najdemo enega pomagača v narekovajih, recimo v tem primeru tebe, da nas usmerja. Kako je s tem? Si lahko toliko zaupamo? Zdaj v začetni fazi mi vemo pri sebi, kaj nam paše in kaj nam ne paše. Tu si definitivno lahko zaupamo. Intuicija. Tako.
In jaz vedno tudi strankam povem, prisluhnite svoji intuiciji in se učimo, kako prisluhniti intuiciji, kateri je tisti glasek nežni, ki šepeta odgovore, da se ego zadnji ne oglaša. Ne? Tudi o tem smo dosti že govorili. In prisluhnite sebi, zato ker v sebi vedno dobimo tisti odgovor. Vendar je vprašanje, če smo si ga pripravljeni priznati. In to je prva pomembna točka, ko pridemo do tega razpotja, da si priznamo resnico. Resnici moramo biti pripravljeni pogledati v oči. Zato rabiš pa kar pogum, ne? Ja, da bo to lažje zneslo, ker velikokrat se potem zgodi, da imajo pa slabo vest, pa krivdo na sebe, pa kak sem bila tako neumna, da nisem tega videla prej, pa ne vem, kaj še vse. Ne to početi. Vse, kar ste počeli do tega trenutka, ste počeli z razlogom. V neki polni veri, da je tako dobro, da je to tako prav. In če ste takrat tako čutili, je tako bilo prav. Torej, zdaj pa je pač prišlo drugo obdobje, ko pač to več ne paše in to ni nič takega, to ni nikakršna zmota, to je življenje. Samo sprejeti je treba to. To je del nas. Mi tako rastemo. In rastemo, seveda tudi hlačne nosimo danes tiste, kaj so nam starši pri 6 letih kupili. Ne? Torej, spreminjamo se, rastemo Tako. in to moramo v bistvu vzeti v zakup, da je to del Tako. življenja. In ko pridemo do te faze, da nam ena oseba več ne odgovarja, ali pa en posel, ali pa bilo kakršno delo, opravek, se pravi, smo prerasli zadevo, osebo, situacijo. Smo prerasli. In če prerastemo, je treba iti naprej. To si zdaj super povedala, ampak ljudje, veš, vsak drugače dojema, ne, te polne kufre, ki se nam v življenju dogajajo. Nekateri jih vzamejo kot poraz. In takrat verjetno zelo težko pridejo ven iz tega, oziroma se opogumijo, ne, ali pa so da, ne vem, v službi recimo odpoved, oziroma se ločijo, ne. Torej res konkretne stvari se dogajajo, ki pa so ponovadi, če pogledamo za nazaj, si lahko rečemo, tukaj mi pa ni uspelo, torej je to nek minus, ne. A lahko iz tega še vseeno zrastemo in pridemo ven močnejši? Poraz ne obstaja. Poraz ne obstaja. To je samo ena fraza, ki si jo je človeštvo pač izmislilo in to je to. Vse je zmaga. Zato, ker da smo mi prišli do te faze, smo tudi trud rabili, potrebovali smo energijo, znanja določena. Ne oziramo se na rezultate. A veš, ko rečejo, ni važno zmagati, važno je sodelovati. In to res drži. Sploh v odnosu do sebe, do drugih, do okolice, do svojega življenja, do odgovornosti. Mi smo odgovorni sami zase in to je treba sprejeti. Rastemo, torej odraščamo in dajmo se temu primerno tudi obnašati. Bodimo odrasli in odgovorni, dosledni sebi. Poraz ne obstaja. No, mene je fajn, da si to zdaj omenila, ker jaz recimo sem ena izmed tistih, ki že od nekdaj recimo na življenje gleda malce drugače, ne. Meni vsak v bistvu izziv, poraz v narekovajih, v bistvu pomeni, da se bo nekaj boljšega zgodilo. Ne vem, tako imam v glavi in dejansko zaradi tega na nobeno oviro ne gledam kot na nekaj slabega. Čeprav imam tudi jaz zdaj poln kufr, da ne bo pomote. Jaz strankam rečem, naj začno uporabljati besedni zvezi situacija in izziv. Namesto težave, bolezni, ker to so negativne besede, pa kot si rekla, poraz. To so situacije in izzivi. Nič druga. Ker ko mi besedno zvezo spremenimo, naši možgani to čisto drugače dojamejo in ko rečemo izziv, wow, naši možgančki tako začnejo, brbončice že delajo, joj, to treba nekaj rešiti. Ko pa rečemo, težave imam, se pa vkrč damo in pol ne moramo reševati. Izzivi so. Veš, kaj me še zanima, Anita, a se lahko mogoče v prihodnje, torej glede na to recimo, da tako, kot si ti rekla, se usedemo, naredimo kar seznamček, zelo tako, torej pisanost to, da vidimo, ne, da imamo neko vizualizacijo, si potem lažje predstavljamo. Kaj pa za naprej, ko se mi to recimo osvojimo, ne, to prakso, torej da znamo ven iz teh kufrov pridati oziroma jih brcati nekam, za vnaprej se lahko toliko zverziramo, da nam dejansko nikoli več ne pride nekaj čez glavo. Je to možno? Je možno, zaradi tega, ker ko smo karme predelali, pri karmah je drugače, tam pač vztrajamo, ker nas karma veže. Ko imamo karme predelane, pa že vidimo tiste nianse, proti telesa na energijski ravni že delujejo in se že aktivirajo in vemo, aha, to pa je to. Tega se pa jaz ne grem, evo, to sem jaz prerasla, hvala lepa, grem jaz naprej svojo pot. Vidimo, samo treba si je priznati, ne zgubljamo časa.
Okay. Zdaj, ljudje prihajamo na ta svet po izkušnje. Ne? Jaz mislim, da je tudi to ena taka stvar, da če si govorimo, torej, da je to neka izkušnja več, potem v bistvu spet malo bolj pozitivno torej, tako. Gledamo na te stvari. Ne? In nas ne more to dotolčiti, verjetno. Seveda ne, se to je. A veš, en pisec je tako lepo zapisal, ne vem kateri, moje misli so moje življenje. Ko postanem gospodar svojih misli, postanem gospodar svojega življenja. In meni je to ena taka čudovita misel, ki je toliko pristna, tako drži, ker ko mi začnemo razmišljati, poslušati sebe, kaj razmišljamo, teče življenje tako, kot si ga zamislimo. Ker mi v sebi, globoko v sebi vemo, kako bo potekalo naše življenje. In to ni neka iluzija, a ne? Mi si to ne domišljamo, mi dejansko čutimo v sebi. V naši duši je zapisan potek. Zato je nesmiselno se sekirati, braniti z vsemi petimi, jemati življenje kot poraz in ne vem, kaj se. Zguba časa, energije. To si zdaj nas ful pomirila, ko si to povedala. Ne? Kaj pa preizkušnje, torej kaj če nas, tako kot si prej tudi karmo omenjala, ne vem, ljudje, ki imamo različne težave, ne? Ali lahko to vedno pripisujemo karmi, ali to pač en del, ne vem, ko ena tretja oseba vpliva na nas, kako zdaj ločimo, kako, na kakšen način se pravzaprav spopasti in kako zaključiti. A zaključimo ali ni treba zaključiti? Včasih res se zaključki zgodijo sami po sebi, če je tako. A to tudi čutimo? Ja, če je tako zapisano. Če je tako zapisano, potem ni treba, a ne? Obstajajo primeri, absolutno. Je pa v večini primerov treba narediti zaključke, recimo. Tisto besedno dati iz sebe ven. Če druga ne, zopet na list papirja. Če nimamo možnosti to povedati osebi v obraz, dajmo napisati, preberimo na glas 7-krat, 10-krat, 15-krat, da damo to iz sebe ven in nam bo lažje. Ker v bistvu mi moramo za sebe poskrbeti. Moramo biti egoisti. Tako. Ne bi rekla egoisti, bi rekla, rekla bi jaz temu, da se zavedamo sebe. Svoje vrednosti, da se začnemo ceniti. Ceniti, bravo. Ne, premalo se cenimo. In zato, da začnemo mi to dojemati, da se to širi, da to postane del nas, je dobro, da to sproti dajemo na list papirja, beremo na glas, od začetka tečejo solze, pol že postaja boljše, ko beremo 10-tič, se že smejimo zraven, skurimo tisti list papirja in zadeva je rešena in smo mirni v sebi. In tako se nam neke stare stvari ne kopičijo. In tu smo že naredili en zelo dober korak, da ne pridemo do te faze do polnega kufra. No, ti zdaj to ful vneto razlagaš, ti si res prava grujka, vidim že na tem področju. A si sama že delala take zaključke? Vedno. Koliko pa je takih, kolikrat se pa zgodi to, ne tako, recimo ene profesionalke me zanima, že pa res, evo, pa računi, da ti si človek, pri sebi osebno misliš? Pri sebi. Ja, seveda sem delala zaključke. Zaključke meni zelo dobro ležijo. Ja? Ja. In potem gre samo na gor. Ja, tako. Zato, ker se zavedam, da je to tisto, ki mi bo dalo novih kril, novih možnosti, neke nove rasti, da lahko potem greš dalje, da se dvigneš. In to je to. Zakaj bi stagnirali nekje, če smo nesrečni, pa se ta kufer samo polni? Nesmiselno. Vedno obstaja nekaj boljšega. To ti veš. Zmeraj. Mi ne vemo, laiki pač nismo, ne? Treba je verjeti v to. Neža verjeti je treba. No, ti imaš tudi paranormalne sposobnosti, ne? Ja. Povej mi, kako pravzaprav lahko ljudem pomagaš? Pa kje? Na kakšen način? A te dokaj prišepne, ko pride stranka, prav, poln kufar, ne morem več, ta life ni zame, vse narobe, vse mi gre v minus. In kaj? Kaj se tebi takrat zgodi? Točno takoj dobim odgovor, veš, jaz sem taki velik kanal in ko pride stranka do mene, se ta kanal odpre. Ko stranka govori, gre to po kanalu gor in takoj v momentu dobim odgovore nazaj. To se odvija s svetlobno hitrostjo. Tako da včasih prav moram stranki reči, da samo malo ne počaka, da sproti kanaliziram odgovore, ker drugače potem meni to pobegne, meni osebno, ker jaz nisem takrat prisotna, prizemljena, a ne? In takoj pridejo odgovori, kje je tisti ključ do rešitve, kaj je treba spremeniti, ampak potem je pa tukaj priprava stranke na to spremembo, recimo, da se osebo pripravi. Veš, nekdo, ki je bil v vezi ne vem koliko časa ali pa v službi, zaposlen
20 let v enem podjetju, navadiš se, ne? Postane ti to stalnica in enostavno si ljudje ne znajo pol predstavljati, kako bi bilo, če bi bilo drugače. In to jim je treba približati, ne? Tako da v tem primeru bi jaz rekla takim ljudem, da naj enostavno začnejo pisati, kaj si želijo. Zato, ker pisana beseda je dosti močnejša od naše misli. Wow. Okay. Želim si takšno in takšno zaposlitev, želim si takšne in takšne odnose. Pa hvaležnica, pri nas recimo v oddaji nenehno poudarjamo, pišite, kar čutite. Obvezno, to itak, zahvalimo se vsak dan za vse, kar imamo in za vse, kar bomo imeli, za vse, kar smo imeli, ker če tistega ne bi takrat imeli, ne bi tega imeli zdaj. In vse je povezano. Zato ne smemo biti mačehovski do preteklosti, niti se ne smemo podajati nazaj v preteklost. Za zdravo mero vzamemo tisto, koliko je bilo v redu, to sem se naučila, to vzamem, ono ne rabim, grem naprej. In tiste izkušnje poberem in grem s temi izkušnjami in sem hvaležna za te izkušnje. Anita, ti to tako lepo poveš. Tako enostavno. Če pa je enostavno. Ja, zdaj, ko ti poveš, ja, samo kimam ti. Veš, kaj me še zanima, Anita? Zdaj, ljudje včasih imamo bolj lahkotne življenje, nekateri imajo zelo težke zgodbe za sabo, pa lahko pridejo k tebi se očistiti, torej karmično energijo, tudi čistaš, čeprav razumem. Torej med dvema osebama, lahko tudi pri eni osebi, torej če jaz zdaj prijem rečem, jaz načeloma sem ok, ampak nekaj me pa v življenju mi ne gre, nekaj nisem zadovoljna, boš ti našla odgovor in pravzaprav lahko to sama pravzaprav rešim potem s pomočjo tebe. Po nekaj minutah pogovora takoj vidim, zakaj se gre, ali je to karma na neki situacijski ravni, krajevni ravni ali kakorkoli, ali je to v tem odnosu, recimo si v toksičnem odnosu, treba ta odnos rešiti, zakaj si prišla v ta odnos, kaj je od tega odvisno, kaj je pripeljalo do tega, kje se nisi dovolj naučila, ne? Mi se moramo zavedati, da če ni odnos karmičen, je pa vseeno toksičen, pomeni, da se nečesa odprej nismo naučili. In se šola ponavlja. In dobimo novo lekcijo. Dostikrat mi kdo reče, ja, pa spet mimo pihnila, ne, pa spet se je zgodba ponovila. Ustavi se, kaj se moraš naučiti iz preteklosti. Na koga te spominja ta odnos? Pomisli na tisto osebo, evo, pojdi, kaj je bilo, kaj si se naučila, kateri so bili nauki. Čim ozavestimo, naredimo klik, se nam situacija neha ponavljati. V momentu, ampak res v momentu. Zdaj, v bistvu, kar sem potegnila iz tega pogovora, predvsem to, da se moramo poslušati in predvsem preživeti kar nekaj časa res sami seboj. Ja, tako je. Tako je, to bi predvsem poudarila, tukaj eni, pač različno, odvisno od posameznika. Fajn je, ko gre iz enega odnosa v drugi odnos oseba, da ima pri sebi razčiščene pojme. Ni časovnica toliko pomembna. Koliko so pojmi pomembni. Kako pa vemo, če imamo razčiščene pojme? Da smo si na jasnem do sebe, da do sebe nimamo dlake na jeziku. Čim začnemo, kaj pa če, ali pa bom seveda če, ne, nimamo razčiščenih pojmov. Intuitivni odgovori, se pravi odgovori, ki nam jih pošlje intuicija, so kratki in jedrnati. Cup, pika ali pa klicaj. Čim se tu vejice pojavljajo, kaj pa če, je ego odzadaj. In takrat vemo, da nimamo razčiščenih pojmov. Torej, prva misel kašine je ponavadi ta prava. Tako. Enostavno je duhovno, zakomplicirano je ego. In isto je v teh glasovih, ki jih slišimo pri sebi. A veš, prednja stran medalje pravi tak, zadnja pravi pa drugače. Torej, zdaj mislim, da smo razčistili kar nekaj pojmov. Anita, najlepša hvala za tvoj obisk. Seveda, če imate več vprašanj, če nisva seveda uspeli odgovoriti na kakšnega vašega med samo oddajo, se lahko obrnete tudi na Anitino spletno stran arhelika.com, ker boste dobili prav vse odgovore. Pa mogoče se vam še kakšno dodatno porodi. Anita bo seveda z veseljem pomagala, da bo tudi vaše življenje le še polno situacij in izzivov, pa še te bomo z levo roko premagovali. Tako. Anita, hvala lepa za obisk. Hvala.